Na Andragoškem centru Slovenije bomo v prihodnjem letu, tako kot vedno, seveda najprej poskrbeli za strokovno podporo izobraževanju odraslih. Na celotnem področju osnovne šole za izobraževanje odraslih, študijskih krožkov, središč za samostojno učenje, na področju svetovanja, na področju priznavanja in dokumentiranja znanja in spretnosti in tako naprej. In seveda ob vsej IKT podpori, ki jo nudimo že tudi vsa leta. Naslednje zagotovo s tem povezano je razvoj pristopov k izpolnjevanju strokovnih delavcev in seveda izvajanje in spremljanje teh programov. V povezavi s tem in prioriteto, ki je bila s strani ministrstva omenjena, torej s povezavi z digitalizacijo, bomo seveda delali na dvojem. To je krepitev digitalnega oziroma didaktičnega znanja za krepitev digitalnih kompetenc pri izobraževanju odraslih in na drugi strani seveda je potrebno podpirati in spodbujati našo javno mrežo oziroma vse organizacije za izobraževanje odraslih pri vključevanju odraslih v izobraževanje, različne javno veljavne programe za področje digitalnih kompetenc in jim seveda pomagati pri preoblikovanju teh programov, prilagajanju za različne lokalne potrebe in potrebe posameznikom. Cilj je v bistvu res razviti digitalne kompetence pri vseh slojih prebivalstva. Ko smo že pri tem, seveda je to potrebno promovirati in ena izmed naših temeljnih nalog je seveda promocija izobraževanja odraslih, promocija vseživljenjskega učenja in z veseljem vas vabim k ogledu prenovljenega portala Kampo znanje, kjer so pravzaprav združeni vsi ponudniki in kjer lahko vsi dobimo informacije, kako se nadalje izobraževati, ker se pa zavedamo, da pravzaprav nimajo vsi te možnosti in da s tem še ne vključimo vseh tistih, ki bi jih želeli povabiti in tudi opažamo trend upadanja izobraževanja odraslih, bomo v prihodnjem letu izvedli tudi analizo ali evalvacijo, če želite, kjer bi radi raziskali številke, ki se nam kažejo. Torej ne samo koliko in kdo so tisti, ki se vse manj vključujejo v izobraževanje odraslih, ampak predvsem kaj so razlogi za to, kaj so značilnosti teh ljudi. Namen seveda pa je ponuditi predloge za čim višje in čim bolj enakomerno vključevanje odraslih v različne vrste izobraževanja. Vsi se zavedamo, da pravzaprav tisti odrasli, ki imajo slabše bralne, besedilne spretnosti, matematične spretnosti, so tudi manj produktivni, se slabše znajdejo v življenju, zato v resnici želimo pospešiti razvoj bralne pismenosti, ki je osnova za druge pismenosti in naj takoj napovem tudi projekt financiran preko načrta za okrevanje in odpornost, to je projekt finančne pismenosti, ki bo naslavljal dve skupini odraslih, mlajše odrasle od 25 do 35 let in starejše odrasle od 55 do 65 let, s ciljem, da razvijemo dva takšna javno veljavna programa, ki jih bodo potem lahko organizacije za izobraževanje odraslih brez težav prilagodile potrebam lokalnega okolja in potrebam finančne pismenosti za posameznike. In ne nazadnje seveda že omenjeni trajnostni razvoj, kjer bomo vsi javni zavodi skupaj poskrbeli za celovit program o podnebnih spremembah, ozaveščati vse skupine od najmlajših in seveda do pozne starosti o tem, kako pomembno je ohraniti naše okolje in podnebje. Vseh naštetih nalog ne bi mogli uresničevati brez sodelovanja z našo javno mrežo, z vsemi deležniki. Izhodišče je, da drug drugega poslušamo, da začutimo potrebe terena in na drugi strani, da spoštujemo na konkretnih raziskavah temelječa spoznanja in poskušamo skupaj narediti najboljšo prakso v sodelovanju seveda s sektorjem za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Priprava razvojnih in strokovnih rešitev za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter skrb za kakovost in privlačnost le-tega sta postavljena kot temeljna namena ustanovitve Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Nadaljevanje našega poslanstva ostaja prioriteta CPI tudi v letu 2022 oziroma v pokoronskem obdobju,
ko bo še posebej pomembno, da ohranimo konkurenčnost nacionalnega gospodarstva in socialno vključenost vseh prebivalcev Slovenije. Glavne naloge, razvoj sistema kvalifikacij, priprava poklicnih standardov in izobraževalnih programov, strokovna podpora izvajalcem, razvoj praktičnega usposabljanja v sodelovanju s socialnimi partnerji, podpora vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja ter promocija poklicev so torej redno delo CPI, hkrati pa tudi vsebina naših razvojnih projektov. Največji izmed teh projektov, prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021, se ravno zaključuje. Opravljeno je bilo veliko delo evalvacije vajeniške oblike izobraževanja in razviti so bili novi modeli individualizacije, ki postajajo vse pomembnejši zaradi naraščajočih psihosocialnih razlik med dijaki. Pripravljamo pa že nov projekt z naslovom Modernizacija poklicnega izobraževanja, ki bo financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost. 5-letni projekt, v katerem so pred prenovo programov predvideni tudi nekateri reformni koraki, bo prioriteta za vse sodelavce CPI, k sodelovanju pa želimo povabiti tudi vse izobraževalne zavode, socialne partnerje, torej tudi udeležence današnjega posveta. Pričakujemo, da bomo s še boljšo medsebojno komunikacijo opredelili ključna vprašanja in skupaj našli odgovore nanje. Poklicno izobraževanje je v svojem bistvu vseživljenjsko učenje, še posebej v časih, ko se poklici spreminjajo, spreminja pa se tudi sam koncept poklica. Izobraževanje odraslih bo v hitro spreminjajočem se tehnološkem in socialnem okolju še pridobivalo na pomenu. In skupaj moramo iskati najboljše pristope za kakovostno izvajanje programov in za doseganje zahtevanih poklicnih kompetenc. Mogoče to pomeni tudi bolj fleksibilno izvajanje programov in prenašanje modelov individualizacije tudi v izobraževanje odraslih. Veselim se našega sodelovanja pri skrbi za izboljšanje kakovosti poklicnega izobraževanja. Poslanstvo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je tudi skrb za razvoj človeških virov, za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje in konkurenčnost. S programi sklad podpira zaposlene vseh generacij pri pridobivanju novih znanj in razvoju kompetenc oziroma strokovne usposobljenosti. S tem tudi spodbujamo konkurenčno prednost slovenskega gospodarstva v svetovnem merilu. Soustvarjamo na znanju temelječo družbo ter s tem prispevamo k tehnološki, znanstveni in gospodarski prenovi Slovenije. V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvajamo programe namenjene investicijam v znanje in spretnosti zaposlenih. V naslednjem letu se zaključujejo aktivnosti po javnih razpisih Evropske kohezijske politike iz obdobja 2014-2020. Več kot 40.000 udeležencem smo že omogočili vključitev v programe izobraževanj in usposabljanj. Finančno in vsebinsko smo podprli razvoj temeljnih kompetenc v okviru programov celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ter spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela. Ozaveščamo delodajalce o pomenu vlaganja v ljudi in jim omogočamo, da investirajo v specifična strokovna znanja, med drugim tudi nadgradnjo znanja za uvajanje avtomatizacije in digitalizacije v proizvodne procese v okviru kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. V letu 2022 bo sklad v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za delo pričel z izvajanjem aktivnosti mehanizma za okrevanje in odpornost. Nepovratna sredstva bodo financirala povračilo stroškov usposabljanj in izobraževanj zaposlenih. Vključitve bodo potekale na dva načina, in sicer bo zaposlene na usposabljanje lahko prijavil delodajalec ali pa se bodo v usposabljanje vključili samoiniciativno. Da bodo sredstva, ki jih bo sklad z javnimi razpisi plasiral na trg, čim bolj dosegla svoj namen, moramo sodelovati vsi deležniki. Politika, stroka, delodajalci. Sklad s tem prevzema svoj del odgovornosti, da bodo javni razpisi naslavljali razvojne usmeritve Slovenije ter da bodo vsebine ustrezale potrebam delodajalcev in zaposlenih odraslih.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo bo v naslednjem koledarskem letu 2022 nadaljeval predvsem s tistimi razvojnimi nalogami, ki jih je zastavil oziroma ki smo jih zastavili že v tem letu. Tu gre zlasti za nadaljnji razvoj učnih načrtov, torej v načrtu imamo začetek posodobitve učnih načrtov v osnovni in šoli in pa v gimnaziji. Hkrati bomo pa nadaljevali s tistimi razvojnimi projekti in aktivnostmi, ki so stekli v letošnjem letu. Če morda izpostavim področje trajnostnega razvoja v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, z Ministrstvom za okolje in prostor, skupaj z javnimi zavodi, kjer je tudi Andragoški center Slovenije, Center za poklicno izobraževanje, sedaj Šola za ravnatelje pri Zavodu za šolstvo, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, se dogovarjamo za skupno aktivnost na področju trajnostnega razvoja, ker bo zagotovo v ospredju posodobitev smernic, ki so stare nekaj desetletij, in tu imamo kar nekaj izzivov, ki jih je potrebno rešiti s takšnimi smernicami, in sicer v tem obdobju je aktualno področje obnovljivih virov, potem gre za razogljičenje družbe, gre za aktivnosti na področju podnebnih sprememb, in to se nam zdi ključno tudi ob spreminjanju učnih načrtov, da se s temi vsebinami aktualizirajo tista področja izobraževanja, ki že zdaj pokrivajo ta del. Covid nam je prinesel določene spremembe, ker so pokazale tudi raziskave, tako raziskava na Zavodu za šolstvo, kot tudi izsledki študije, ki še ni dokončno opravljena. Tu je potrebno naprej peljati aktivnosti na področju varnega in spodbudnega učnega okolja. S tem smo začeli pred leti, pa vendarle se tukaj kažejo določene aktivnosti, ki jih je treba vzpostaviti tudi v povezavi s počutjem, v povezavi z zagotavljanjem takšnega okolja, v katerem se učenci in zaposleni dobro počutijo, so dobro psihično in fizično pripravljeni za šolsko delo. Je pa v naslednjem letu tudi na formalnem delu ena novost, in sicer začnemo z izvajanjem predmeta, ki praktično ni predmet vsebinskega sklopa, nima klasične oblike predmeta, ima pa učni načrt, to pa je aktivno državljanstvo, katerega cilj je predvsem razumevanje, vzpostavitev razumevanja širšega družbenega okolja, torej sistema v Sloveniji in pa širše v Evropi, predvsem pa tudi vzgojno delovanje in pa tudi v izobraževalnem delu na način, da participiramo k vzgoji kritičnega državljana. To so tiste bistvene novosti ali pa razvojne aktivnosti v naslednjem letu. Seveda bomo nadaljevali pa z vsemi oblikami usposabljanja, ki so na nek način že utečene, in tukaj vidimo, tako kot v preteklosti, morda sedaj še okrepljeno sodelovanje z vsemi javnimi zavodi, z ministrstvom, tudi na medresorskem delu, ker so aktualne vsebine na področju zdravja, zdravega življenjskega sloga, kjer vključuje poleg zdravja prehrano in gibanje in še vrsto drugih aktivnosti.
Torej, kot vemo, Zavod za zaposlovanje s svojimi aktivnostmi seveda usmerjen predvsem na populacijo brezposelnih oseb. Tako bo Zavod v letu 2022 nadaljeval z vsemi aktivnostmi na področju izobraževanja odraslih, ki jih izvaja že v letošnjem letu in jih je izvajal že tudi pretekla leta. V sfero izobraževanja odraslih se Zavod vključuje preko storitev za trg dela in preko aktivne politike zaposlovanja. Tako znotraj storitev za trg dela izvaja aktivnost na tem področju učenje veščin vodenja kariere. Seveda pa je aktivna politika zaposlovanja veliko bolj razvejana na tem področju in tako ukrepe, ki so namenjeni izobraževanju brezposelnih oseb, izvajamo znotraj ukrepa 1, usposabljanje in izobraževanje. Znotraj vseh teh ukrepov, programov, tako nudimo brezposelnim osebam možnost, da pridobijo dodatna znanja, veščine, usposobljenost za konkurenčnejši nastop na trgu dela. Znotraj tega ukrepa tako izvajamo programe neformalnega izobraževanja, preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, že poznani program PUMO oziroma projektno učenje mlajših odraslih, programe znotraj podpornih in razvojnih projektov, tudi vključujemo v programe formalnega izobraževanja, v nadaljevanju pa imamo znotraj tega ukrepa tudi aktivnosti, kjer brezposelne osebe vključujemo v delovno okolje, kjer na podlagi mentorstva pridobijo dodatne znanja in veščine za konkretno delovno mesto. Tukaj pa, kot vemo, imamo usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus in pa učne delavnice. Vse te navedene programe izvajajo različni izvajalci, ki jih na Zavodu izberemo sami v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela. V določene programe pa vključujemo pri izvajalcih, ki pač izberejo druge pristojne inštitucije, na primer Ministrstvo za šolstvo in šport. Vsi ti programi se že letos in se bodo tudi kontinuirano nadaljevali v naslednjem letu. Saj imamo zanje zagotovljeno financiranje tako na eni strani iz sredstev Evropskega socialnega sklada in pa seveda iz sredstev integralnega proračuna. Kot je že znano, znotraj sredstev Evropskega socialnega sklada se financirajo že znane ciljne skupine. Zavod pa v zadnjem letu oziroma zadnjih 2 letih financira tudi dodatne skupine, ki so med brezposelnimi zastopene v večji meri. Torej, poleg znanih ESS ciljnih skupin tako financiramo preko tega vira tudi osebe, ki se vključujejo v te programe in so prejemniki denarne socialne pomoči, oziroma osebe, ki so izgubile delo zaradi poslovnega razloga, prisilne poravnave, likvidacije, stečaja kot posledica epidemije COVID in se prijavljajo v našo evidenco brezposelnih oseb ves ta čas oziroma se bodo prijavile še do konca tega leta. Seveda ne smemo pozabiti tudi na sredstva integralnega proračuna, ki nam omogoča financiranje programov, ki seveda v operativni program Evropskega socialnega sklada niso zajeti oziroma z njimi financiramo vključitve tistih brezposelnih oseb, ki niso ciljna skupina po ESS sredstvih. Kot že predhodno večkrat omenjeno, bomo tako v letu 2022 nadaljevali z vsemi temi aktivnostmi na področju izobraževanja odraslih, kljub temu, da je epidemija COVID-19 povzročila negativen učinek pri vključevanju predvsem v praktično naravnane programe, medtem ko smo bolj teoretično naravnane programe pravzaprav neprekinjeno izvajali, čemur gre zahvala Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki nam je izdalo soglasje za izvajanje teh programov na daljavo ves čas razglašene epidemije in tudi sedaj, ker je pogoj za vključevanje v to dejavnost pogoj PCT. Nikakor pa ne smem pozabiti tudi nove naloge, ki smo si jo zadali že v letošnjem letu in jo bomo nadaljevali v letu 2022. To pa je pripraviti vse podlage za vzpostavitev platforme za izobraževanje na daljavo, skozi katero bi seveda izvajali programe neformalnega izobraževanja, prvenstveno namenjeno brezposelnim osebam in bi tako pravzaprav vzporedno z klasično obliko izvajanja teh programov nudili osebam možnost vključitve tudi v izobraževanje na daljavo. Leto 2022 pa bo gotovo prežeto tudi s pripravami na nove aktivnosti za izvajanje ukrepov znotraj novega operativnega programa Evropskega socialnega sklada, ki se nevzdržno približuje. Hvala za pozornost, več pa mogoče tudi na današnji panelni razpravi.
Lepo pozdravljeni. Najprej bi se rada v svojem in v imenu izobraževalcev odraslih na srednjih šolah zahvalila za povabilo na letni posvet. V zadnjih letih smo bili žal redkeje prisotni, želimo pa si večje vključenosti v prihodnje. Izobraževanje odraslih je izjemno široko področje izobraževanja. To širino poznate mnogi med vami še bistveno bolj kot jaz. Ne preseneča zato, da smo tudi izobraževalci odraslih izjemno pisana paleta izvajalcev. Od društev, ljudskih univerz, šol, fakultet, drugih javnih in zasebnih organizacij ter združenj. Prepričana sem, da si mi vsi želimo v prihodnjem letu 2022, o katerem govorimo, in tudi v vseh prihodnjih letih doprinesti k kakovostnemu izobraževanju odraslih. Želimo si, da bi bilo izobraževanje odraslih dostopno vsem prebivalcem. Kako pa naj šole se odzovemo na potrebe po izobraževanju odraslih v prihodnjem letu? Vsaka izmed skupin izobraževalcev odraslih ima svoje prednosti in priložnosti, na katerih lahko gradi. Pri nekaterih je to močna vpetost v lokalno okolje, druge ste izjemno zmožne naslavljati posamezne skupine odraslih. V šolah so največja prednost odlični materialni pogoji, ki so potrebni za kakovostno izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja. Imamo visoko strokovno usposobljene zaposlene učitelje, ki so tudi digitalno usposobljeni. Imamo, predvsem zaradi izobraževanja mladine, vzpostavljene dobre in tesne povezave ter sodelovanja s podjetji. Tudi tradicija izobraževanja v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je na naši strani. Veseli me, da smo že včeraj izpostavili našo največjo težavo, ki nam preprečuje razvoj. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport si šole želimo in pričakujemo boljšo sistemsko podporo in umeščenost izobraževanja odraslih na srednje šole, ki vključuje ustrezno sofinanciranje in sistemizacijo delovnih mest za izobraževanje odraslih s pripadajočimi normativi. Nov zakon o izobraževanju odraslih je, kot vemo, že v 1. členu napovedal sistemsko ureditev formalnega izobraževanja odraslih v področnih zakonih. To res potrebujemo in še vedno čakamo. V zadnjih letih šole vedno bolj zaznavamo tudi vse večjo potrebo po povezovanju in sodelovanju šol z drugimi, ki smo vpeti v izobraževanje odraslih. Povezujemo se lahko v okviru skupnih projektov. Imamo kar nekaj primerov dobrih praks, na katerih lahko gradimo. Naj omenim samo 2. Prvi je projekt usposabljanja mentorjev v podjetjih. Sodelujoči šole, delodajalci in obe zbornici smo usposobili preko 5000 mentorjev. S tem smo prispevali k kakovostnemu izobraževanju na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja mladine in odraslih ter k naši večji povezanosti. Drugi izjemno pomemben projekt, ki nas šole povezuje z delodajalci, pa je projekt Munera 3, v okviru katerega lahko šole ponudimo usposabljanja za zaposlene iz podjetij in s tem vplivamo na dvig njihovih poklicnih kompetenc. Želimo si nadaljevanje tudi v prihodnje, čim prej. Za razvoj izobraževanja odraslih na srednjih in tudi višjih strokovnih šolah bomo gradili na povezovanju in tesnejšemu sodelovanju z drugimi pomembnimi partnerji, Andragoškim centrom, Centrom za poklicno izobraževanje, Zavodom za zaposlovanje in drugimi. Na šolah bomo poskrbeli, da pozitivne izkušnje, ki jih pridobivamo pri izobraževanju mladine, še posebej v zadnjem letu dni, uspešno uporabimo tudi pri izobraževanju odraslih, posebej na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja. Računamo na sodelovanje vseh vas. Hvala. V naslednjem letu nas čaka zaključek sedanje finančne perspektive. V tej finančni perspektivi smo predvsem sredstvi Evropskega socialnega sklada razvili in uveljavili številne nove dejavnosti, številne aktivnosti, ki so res vplivale na povečevanje znanja in pridobivanje spretnosti odraslih. Tako da bo v naslednjem letu prvenstveno naše delo usmerjeno v ohranjanje teh aktivnosti, v ohranjanje tistega, kar smo razvili in kar smo pridobili.
Ohranjanje tako z vidika udeležencev, to se pravi, da ohranimo te aktivnosti za udeležence in pa seveda na drugi strani za to, da ohranimo delovna mesta na ljudskih univerzah, ki so članice Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Zaradi tega imam jaz za ključne deležnike, to se pravi ministrstva, pravzaprav zelo enostavna vprašanja. Prvič me zanima, kaj se je zgodilo z razpisom temeljne in poklicne kompetence 3. Zdaj mislim, da je že več kot eno leto, ko nam obljubljajo, da bo razpis objavljen, ampak zdaj trenutno ne vemo, kaj se je zgodilo. Prav tako pa me zanima, kako bodo tako Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi druga ministrstva, kot je recimo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zagotovili, da bodo dejavnosti, to se pravi še enkrat, ki smo jih razvili, ki jih izvajamo, tekle tudi v naslednjih 2 letih, ko se vsi zavedamo, da bo spet nastala določena vrzel med eno in drugo finančno perspektivo. To se pravi, svetovanje za zaposlene, temeljne in poklicne kompetence, večgeneracijski centri, socialna aktivacija, to so projekti, ki res prinašajo veliko možnosti prebivalcem Slovenije za izobraževanje in pa na drugi strani, bom iskrena in direktna, zagotavljajo delovna mesta na ljudskih univerzah po Sloveniji. Naše prioritete kot Zveza ljudskih univerz Slovenije napram ministrstvu so. Kot prvo bi si izredno želeli, da bo naslednja evropska perspektiva objavljena pravočasno oziroma da se bo njeno delovanje začelo čim prej. Pričakujemo, da bi bili glavnina teh razpisov, iz katerih se v tem trenutku financirajo ljudske univerze, objavljena najkasneje v drugi polovici leta 2022. Kajti ta sredstva so nujno potrebna za delovanje in stabilnost ljudskih univerz in konec koncev tudi ljudje so se navadili in obiskujejo naše programe redno. In ocenjujemo, če bi bila prevelika luknja, če preveliki razmik med staro in novo evropsko perspektivo, bi to zopet povzročilo tako izguba kadra kot izgubo udeležencev. Kot druga prioriteta pa je, z novim zakonom o izobraževanju odraslih smo pravzaprav spostavili javno službo, javno mrežo. Zaenkrat je na to, govorimo samo o osnovni šoli za odrasle in o svetovalni dejavnosti. Naša želja oziroma naše prioritete pa so, da bi na to javno mrežo pripeli gor tudi določene javno veljavne programe oziroma da, če že imamo spostavljeno javno službo, javno mrežo po celotni Sloveniji, da prepnemo na to javno službo tudi izvajanje nekih določenih programov. V mislih imam začetna integracija priseljencev, prihajajoča finančna pismenost, mogoče usposabljanje za življenjsko uspešnost in na tak način počasi ojačamo ta steber izobraževanja odraslih. Druga, kar se pa tiče Andragoškega centra Slovenije, pa razmišljamo v smeri sodelovanja. Se pravi, Andragoški center Slovenije bo v naslednjem obdobju izvajal kar veliko programov. V mislih imam promocijske dejavnosti, v mislih imam usposabljanje strokovnih delavcev in zelo bi želeli, da se nas vključi v delovne skupine, ki pripravljajo to naslednjo evropsko perspektivo in da skupaj pogledamo primere najboljših praks, da skupaj določimo, kaj se pravzaprav v samem izvedbenem delu da narediti in tako, da bojo zadovoljni tako udeleženci, kot mi kot izvajalci in jasno kot Andragoški center Slovenije. Tako da vabim direktorico, da nas aktivno vključi v te delovne skupine pri pripravi naslednje programske ponudbe Andragoškega centra Slovenije. Hvala. Najprej naj poudarim, da je pogled Andragoškega društva Slovenije na področje izobraževanja odraslih, ki je zelo široko in zelo raznoliko, celosten. Naši člani so tudi strokovnjaki z različnih področij izobraževanja odraslih, ki so zaposleni v zelo različnih organizacijah, institucijah, šolah, univerzah, tudi privatnih organizacijah in zavodih. Skupno jim je pa seveda izobraževanje odraslih. Nas zanima v društvu predvsem enakovredno mesto in obravnavanje izobraževanja odraslih na nacionalni ravni, potem zakonodajne rešitve, ki so razvojno usmerjene in ki vključujejo vse deležnike.
ker je ta razprava usmerjena predvsem k sodelovanju z javnimi zavodi, najprej čisto na kratko o tem. Sodelovanje s tu naštetimi zavodi v programu, ki so v programu, je žal odvisna predvsem od tega, kolikšni so interesi na obeh straneh. Zelo odkrito, če se sami ne potrudimo, nas redki povabijo k sodelovanju. Razen morda Andragoški center Slovenije, ki je še vedno naša osrednja institucija za izobraževanje odraslih, z njimi je sodelovanje dobro, žal nam je samo, da je zaradi odvisnosti od financiranja manj, kot bi se lahko želeli, ta zavod ukvarja z razvojem izobraževanja odraslih, kar je bila njegova prvotna naloga in moram reči, z njihovimi razvojnimi nalogami, projekti, ki so bili implementirani v prakso, smo se odrasli zelo veliko naučili in s tem tudi rastli. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki je tudi tu prisoten, je imel pred mnogimi leti odlične strokovnjake in svetovalce za izobraževanje odraslih, ki so tesno sodelovali s šolami predvsem, ki so takrat postavljale izobraževanje odraslih in ga razvijale. Žal tega že dolgo ni več. Ravno tako v Centru za poklicno in strokovno izobraževanje pogrešamo ekipo strokovnjakov, posebne ekipe, ki bi se, svetovalce za izobraževanje odraslih, ki bi se lahko bolj poglobljeno ukvarjali s tem področjem in sodelovali z ostalimi. O resornih ministrstvih, tako za delo, družino, socialne zadeve, kulturo in tako dalje, da ne naštevam vseh, nekateri že leta in leta govorimo, da bi morali sodelovati. Še posebej, ko se pripravlja nacionalna zakonodaja za izobraževanje odraslih, ko se pripravljajo letni načrti izobraževanja, ko se pripravljajo nekateri projekti, ki so pomembni za razvoj tega področja. In po našem mnenju Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni edino ministrstvo, ki bi moralo skrbeti za izobraževanje odraslih. Kolikor vemo, sodeluje še Ministrstvo za delo, potem se pa tu že neha. Kje so tu še univerze, kje so inštituti, kje je Gospodarska zbornica Slovenije, z njimi je po našem mnenju sodelovanje še kako pomembno. Velika težava moramo omeniti tudi v organiziranosti Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport, ki se kljub naši pobudi sploh ne želi pogovarjati o ustanovitvi direktorata za izobraževanje odraslih, čeprav je to področje učenja vseživljenjsko in bi tak direktorat absolutno prispeval k boljšemu delu na področju izobraževanja odraslih. Da sploh ne omenjam nepomembne vloge, ki jo ima strokovni svet za izobraževanje odraslih, če ga primerjamo z ostalimi strokovnimi sveti. Zdaj na koncu še samo zelo na kratko o usmeritvi Andragoškega društva Slovenije v letu, ki prihaja. Mi si bomo še naprej seveda prizadevali predvsem za spremembo zakonodaje. Zakon o izobraževanju odraslih ni dober. Za več sinergije med resorji pri razvoju izobraževanja odraslih. Želimo pa tudi, da bi se društva in združenja, ki so povezana z izobraževanjem odraslih, počasi združila v krovno organizacijo za izobraževanje odraslih, ker bi bil tako dialog z odločevalci in skupni interesi dosti lažje uresničljivi. Drugače pa bomo v Andragoškem društvu Slovenije v novembru predstavili posebno monografijo, ki jo pripravljamo že več kot 2 leti. Je delo 10 avtoric, vrhunskih strokovnjakinj z področja posebnih potreb. To bo verjetno edino tovrstno delo v Sloveniji z naslovom Izzivi inkluzije odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje. V letu 2022 pripravljamo še posebne forume, imenovali smo jih Andragoški forumi, kjer bomo razpravljali z vrhunskimi strokovnjaki o aktualnih temah današnjega časa in poskušali poiskati tudi rešitve. Pogovarjali se bomo o kritičnem mišljenju, vplivu medijev na naša življenja, vrednote in ravnanje, o trajnostnem razvoju in pomenu izobraževanja odraslih, pri tem o možganih, empatiji, umetni inteligenci in tako naprej. Program forumov bomo objavili na naši spletni strani, bodo pa potekali preko Zooma. Naš program dela Andragoškega društva je odvisen tudi od sofinanciranja, ki ga razpiše za društva in za združenja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva so sramotno nizka, to je že treba reči, in škoda je, da ne omogočimo, da lahko po tej poti društva in organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, bolj realizirale svoje ideje, znanje in izkušnje svojih članov in tako bolj prispevale k razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Hvala. To je drugačen čas. Mi pravzaprav zdaj
z teh COVID-nih časov prihajamo v nekaj čisto drugega. In recimo v nevladnih organizacijah to post-COVID-no, upam, da lahko tako rečem, to post-COVID-no razpoloženje zelo, zelo čutimo. Kajti nevladne organizacije počivajo na ljudeh, na vsem tem, kar je nematerialno, počivajo na odnosih in te odnose gradimo skozi leta in vi veste, da se je marsikaj spremenilo. Torej, naša prva prioriteta v tem času bi bila ponovno ustvariti programe, ki bi naše starejše študente, pa tudi seveda mentorje, ponovno učili sodelovanja in pa solidarnosti. Torej, naša prva naloga je ponovno sredi tega nemira, sredi nemirne družbe graditi zaupanje. In zaupanje gradimo lahko samo z zelo kakovostnim delom, pravzaprav nas vseh. Družbeno angažirano izobraževanje je tisto, kar zares želimo voditi in upam, da bomo pri tem imeli tudi vnaprej kakšno pomoč, ker ne nazadnje gre za mrežo slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje. V tem trenutku jih je 57 povsod po Sloveniji. Dobro, izobraževanje starejših ni namenjeno preživetju, ali pa vsaj ne prvenstveno. In tu se velikokrat zatakne, ker mi razumemo, še vedno razumemo, da je izobraževanje namenjeno samo enemu delčku življenja, to je delu. Mi pa v nevladnih organizacijah in v neformalnih programih, kot veste, izobražujemo ljudi za življenje, za celoto življenja, za vsa področja življenja. In tisto, kar se človek nauči, to se pravi ta njegova osebnostna rast in družbeni angažma, vse to vpliva tudi na ekonomske aspekte življenja in pa na samostojnost. Torej, sprašujete me po prioritetah. Jaz bi rekla, da so to programi, ki povezujejo različne deležnike in ki odpirajo vrata ne samo za učenje, ampak tudi za delovanje, za povezovanje organizacij in pa tudi za povezovanje ljudi, seveda še posebej v lokalnem okolju. Izobraževanje na univerzah za tretje življenjsko obdobje je izrazito povezano, tako kot študijski krožki, je zelo povezano z okoljem in ga je zelo čutiti v okolju. Potem, torej ena od naših trenutnih prioritet, ki se pravzaprav najprej oblikovala z evropskimi programi, je izobraževanje nizko izobraženih in nizko usposobljenih starejših. In v tem trenutku teče tudi en nacionalni projekt, ki se imenuje Koraki. Potem imamo seveda skupne probleme z vsemi drugimi generacijami in drugimi okolji, to je digitalizacija, ampak tudi digitizacija izobraževanja starejših. Mi moramo mentorje usposobiti za drugačne metodične prijeme, za razumevanje tega medija, teh medijev, za razumevanje identitete na spletu in tako dalje. Torej, digitalizacija in digitizacija je nedvomno naša druga prioriteta. Mi moramo ohraniti festival, mednarodni festival za znanja in pa kulture starejših, ker naredi starejše vidne, slišane, povezane z okoljem, motivirane. Želeli bi in poskušamo na veliko načinov razvijati na temelju spoznanj, ki prihajajo z evropskih projektov, programe, ki tečejo potem v taki redni obliki skozi celo leto, tako kot večina naših programov. In potem ne smemo pozabiti, smo pred tem velikim problemom, ki je skupen problem, to je profesionalizacija ne samo izobraževanja odraslih, ampak tudi profesionalizacija izobraževanja starejših, kar pomeni izobraženi mentorji, kar pomeni svetovanje, kar pomeni raziskovanje. Skratka, to je nekaj, kar gre paralelno z vsem, kar sem zdajle povedala. In mogoče bi nam vsem skupaj morala položiti na srce. Za nami je 38 let dela, da
smo zgradili celosten koncept Univerze za tretje življenjsko obdobje, kakršnega v Evropi ne pozna nihče, in smo pravzaprav v tem pogledu za ta vprašanja na vrhu, v evropskem vrhu. Tako, s tem je ta posnetek zaključen. Čestitke in zahvale vsem sodelujočim. V panelu sta z nami še Teja Dolgan in Maja Grašič, da jo ne pozabim omeniti, vendar bo njuna vloga prišla na površje šele nekoliko kasneje. Kot vidite, je ta naš mozaik izobraževanja odraslih zelo pester, zelo raznolik, ampak menim, da nosi, in to je bilo tudi pravzaprav bodisi eksplicitno ali pa med vrsticami povedano, velik potencial za tisti simbiocen, ki ga je dr. Lučka Kajfež-Bogataj včeraj omenila. Se pravi za skupnost, ki gradi na sožitju, na strpnosti, na spoštovanju in na sodelovanju. Sodelovanje so omenili skoraj vsi nastopajoči, če ga pa niso, so ga pa imeli v mislih, to si upam trditi. Je kar nekaj vprašanj. Prehajali smo od splošnega, morda krovnega k posameznemu. Ves čas pa, saj jaz imam ta občutek, smo skušali dojeti predmet, če si upam sploh izraziti to besedo, predmet našega delovanja, preučevanja, svetovanja, in to je učeči se, to je posameznik, celostno. Vsi po vrsti, v okviru seveda postavljenega delovanja. In zdaj bi postopali tako, da vsi govorci tega panela še enkrat naredijo krog, da vsak po istem vrstnem redu, kot so tukaj zapisani, morda nam je kdo že pobegnil, ker smo vendarle 1 uro kasneje in so druge obveznosti, ampak vendarle še en krog, kajti niste se slišali, zdaj je en splošen vtis o vsem povedanem in še za minutko ali 2 imate priložnost, da kaj dodate k vaši izjavi. Izvoli, Nataša, ti si prva bila in si spet. Izvoli. Hvala lepa. Bi res na kratko, da bo vsak prišel do besede. Jaz mislim, da bi lahko vse skupaj strnila po tisto, kar je bila debata v chatu. Recimo, gospa Premej je načela, da škoda, da nismo konference MDD-ja uskladili z našo konferenco o izobraževanju odraslih. Zakaj to govorim? Ker se potem vidi, kaj vse kdo dela, pa je občutek, da ne. Namreč ves čas sem brala tudi klepet in določene očitke, ki so na mestu, nikakor ne mislim, da povsod vse sije sonce in da moramo biti ves čas prijazni in tako. No, prijaznost je že v redu, ampak hočem reči, da je dobro slišati seveda tudi kritike. In to o tem morda, da smo bili premalo konkretni, ravno to govori, da niti morda ne vemo, kaj vse se po posameznih združenih zavodih dogaja, in to je bila zdaj odlična prilika, da drug drugega slišimo, da smo si povedali, kaj se počne, in potem ste lahko že takoj videli odgovore, saj mi pa to že delamo, pri delodajalcih se že odvija seveda precej hibridnega in to lahko potrdijo tudi drugi izobraževanje, denimo, kakšna je problematika dostopa, ozaveščanja o pomenu izobraževanja na delovnem mestu, je tudi že naša kolegica odgovorila. Skratka, kar želim povedati je, da res veje iz vsega tega, da je to sodelovanje, ki smo ga nakazali, naj ne bo samo deklarativno, ampak da v resnici se usedemo skupaj, jaz tudi napovedujem, sem že napovedala dvakrat letno, torej bom rekla sklic nekako vseh direktorjev središč oziroma organizacij za izobraževanje odraslih, ravno zato, da se poslušamo in pri načrtovanju seveda našega dela. Mi si v tiste analize, ki sem jo omenila, res obetamo ne samo to, da bo neka monografija, da se razumemo, seveda so raziskave pomembne, ampak končni rezultat ni samo monografija, ki je namenjena potem komorni rabi ali nekaterim znanstvenikom. Končni rezultat je v resnici to, kar je gospa Ida izpostavila, celostni pogled, kaj z migranti, kaj z priseljenci, kaj z ranljivimi skupinami, kaj za posamezno področje priporočamo, da se bodo vključevali, da bodo izboljšali temeljne zmožnosti in na trgu dela in na drugih področjih, tudi do pozne starosti, v kateri smo zdaj poslušali, da izpadejo iz sistema. Skratka,
dragoceno. Slišali smo se, tudi vidim iz ministrstva odziv, da so vas in nas slišali, kaj si želimo, in se nadejam in napovedujem to sodelovanje naprej. Hvala lepa. Gospoda Damjana mislim, da ni več med nami, ali se motim? Ne. Naslednja je gospa Barbara, izvolite. Lep pozdrav vsem udeležencem, še v živo, sicer preko Zooma. Vsekakor pa bolj dobrodošlo kot samo posnetek. Ja, odprli smo različne teme, iz katerih se vidi, da vsi podpiramo sodelovanje vključenih inštitucij, bodisi na izvedbeni, kakor tudi že prej na posvetovalni oziroma politični ravni. Jaz bi pa izkoristila to priliko, da vam preberem en mail, ki smo ga ta teden dobili na sklad. V bistvu pove, zakaj smo tle. Politika in vsi tisti, ki tako ali drugače smo del sistema izobraževanja odraslih. Ne bo dolgo trajalo, ga bom močno skrčila, ker se tudi konkretna oseba zaradi varstva osebnih podatkov ne sme izpostaviti. Sklad je v letu 2017 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Na spletni strani sem zasledila, da so bila porabljena vsa sredstva in je razpis zaključen. Hči je v letih 2017-2021 v 4-letnem strokovnem programu uspešno zaključila šole in septembra 2021 zelo uspešno opravila poklicno maturo. Stroški šolanja so znašali 5480 evrov. Naj povem, da hči kljub učnim in športnim uspehom in intelektualnim sposobnostim zaradi zdravstvenih težav ni zmogla obiskovati rednega pouka v srednji šoli. Vključitev v program PUM je bila odločilna, saj je pomagala odpreti cilje in najti možnost za njihovo uresničitev. Zdi se nekoliko nelogično, da zaradi nekakšne časovne zanke ter predčasne porabe sredstev ne more priti do sofinanciranja šolnine. Razumem, da trenutno sredstva niso na voljo, zanima pa me, ali obstaja možnost, da se povračilo stroškov vseeno realizira, morda pri naslednjem razpisu ali kako drugače. Prosim vas za napotke, kaj naj bomo pozorni, kje bi lahko sledili informacijam. Povračilo stroškov bi hčeri in celotni družini občutno pomagala pri nadaljevanju šolanja v tujini in v času šolanja se je namreč od PUM-a naprej vračal in krepil interes ter veselje do izobraževanja. To so ljudje, ki so zadaj fizične osebe, ki so ciljne skupine naših ukrepov. So različni, prihajajo iz različnih okolij, ampak kot že večkrat izpostavljeno, če sodelujemo, bomo znali vse te ciljne skupine uloviti, pa jim omogočiti uspešno izobraževanje in tudi njihov prispevek v tej družbi. Hvala. Hvala lepa tudi vam za delitev tega primera. Dr. Vinko Logaj, ste še z nami morda? Še vaš komentar? Ja, sem lep pozdrav še enkrat. Morda samo eno pojasnilo, da ne bi bilo zadrega ali nejasnosti tudi v zvezi z samim zapisom. Govoril sem o pripravi izhodišč za posodobitev programov v osnovni šoli in v gimnaziji in v nadaljevanju tudi o presoji oziroma, najprej presoji, pa potem tudi pripravi izhodišč za pripravo katalogov v srednjem, poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju. Kar zadeva pa osnovno šolo za odrasle, pa verjetno poznamo zgodovino in to je skupna naloga Andragoškega centra Slovenije in Zavoda za šolstvo. Mi se dobro zavedamo pomena in umeščenosti osnovne šole za odrasle. Gre vendarle za nadaljnje iskanje rešitev v zvezi s samim konceptom in pa zasnovo programa osnovne šole za odrasle in pa seveda potem tudi posodobitvijo samega programa. Vemo, da so
aktivnosti v preteklih letih že tekle in da je pri dokončnih rešitvah nastalo kar nekaj težav v zvezi s tem in o tem teče beseda, je pa to ločena naloga od priprave izhodišč za posodobitev programov v osnovni šoli za mladino in pa gimnazijskih programov, pa programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Sam to mogoče. Verjamem pa, da bomo s skupnim sodelovanjem in pa z dialogom glede na zelo različne poglede na izvedbeni model šole za ravnatelje našli tudi, osnovne šole za odrasle, našli tudi skupno rešitev in pa takšno realizacijo priprave programa, da bodo tudi izvajalci in pa predvsem udeleženci v teh programih na koncu tudi zadovoljni. Hvala lepa. Hvala vam za pojasnilo. Gospa Antonija. Ja, pozdravljeni še v živo, da tako rečem, a ne. No, jaz kaj več ne bi dodala, mogoče tam v svojem prispevku nisem poudarila, kaj pričakujemo pravzaprav, a ne. Pravzaprav si želimo še nadalje dobrega sodelovanja z našim resornim ministrstvom, pa tudi seveda z drugimi deležniki, veliko sodelujemo tudi z Ministrstvom za izobraževanje. Vsekakor pa si želimo tudi mi kot eden od izvajalcev programov finančne perspektive, evropske finančne perspektive, da bi bile podlage res pravočasno pripravljene, da bomo tudi mi sami kot izvajalci in pa potem seveda izvajalci, ki preko nas izvajajo programe, v katerih vključujemo brezposelne osebe, lahko neprekinjeno zadeve izvajali naprej in da seveda ne spravimo nas in tudi vseh naših pogodbenih izvajalcev v stisko. Se pravi, res si želimo, da bi tukaj zadeva potekala kontinuirano, brez občutnih prekinitev, ker je to za nas zelo pomembno, ne, in tudi množico brezposelnih, ki seveda brez teh sredstev potem nimamo kam vključiti, ne. Toliko bi samo dodala, ja. Hvala lepa. Ta apel je bil večkrat izražen. Gospa Jasna. Ja, lepo pozdravljeni. Tudi mene veseli, da vas lahko pozdravim še takole v živo, ne samo preko posnetka. Mislim, da sem bila sama v svojem prispevku dovolj konkretna. Bi se ob tej priložnosti navezala samo na eno izjavo, ki sem jo zdajle slišala od gospe Barbare Leder. Take zgodbe o teh šolninah, ki jih pač nekateri, ki so končali izobraževanje zaradi pomanjkanja sredstev, niso mogli dobiti nadomestila, take zgodbe poznamo tudi mi na našem šolskem centru. In pa strinjam se z gospo Natašo Potočnik, super je, da se lahko takole slišimo, da vidimo, kaj kdo dela. V resnici je teh priložnosti premalo in bom samo še res se zahvalila Andragoškemu centru Slovenije za vsakoletno odlično organizacijo in izvedbo letnega posveta. Vam, Zvonka, pa še prav posebej pa za vodenje, ker ste res neverjetni, odlični. Tako da še tako naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Gospa Maja. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč, takole na pol v živo. Zdaj, jaz bom kar nadaljevala tam, kjer sem ostala, a ne, pa bom prvo rekla nekaj takega, a ne. Izobraževanje odraslih smo ljudje. In to je tisto, kar nas zdaj trenutno najbolj skrbi, a ne. Zdaj, v tem času, ko že lahko spet nekaj potujemo, gremo tudi na kakšen študijski obisk, naše združenje je bilo prejšnji teden. In kar lahko ugotovimo je, da je v Sloveniji izobraževanje odraslih z vidika stroke odlično razvito, ne. Imamo pravzaprav čisto vse, kar potrebujemo za res uspešno izobraževanje odraslih. Ampak imamo pa en velik problem. Pa ne bom rekla, da je zdaj problem pomanjkanja denarja, ker to sploh ni res, a ne. Pomanjkanje je v virih tega financiranja, a ne. Mi smo se pač odločili, da bo večina izobraževanja odraslih financirana iz evropskih sredstev, iz Evropskega socialnega sklada. In zdaj ne glede na to, da tukaj vsi polagamo želje, da se ta nova perspektiva čim prej začne, mi vsi tudi vemo, da se ne bo
takoj začela, ko se bo stara zaključila, ne. In da bomo spet priča eni določeni vrzeli, ne. In zdaj, če se vrnem na tisto, da sem rekla, da smo izobraževanje odraslih ljudje, ne, to se pravi kader. Kader, ki je tisto najbolj dragoceno, kar imamo, zaradi tega, ker smo ga razvili, ker smo ga usposobili. In če v tem času kader izgubimo kateregakoli od naših sodelavcev, je to pravzaprav nepopravljiva škoda. Tako da jaz še enkrat apeliram na to, da ključni deležniki premislijo, kako bomo zapolnili vrzel. Seveda, tudi jaz si želim nove finančne perspektive čim prej, ampak predvsem pa želim eno akcijo skupno v sodelovanju, da bomo preprečili izgubo delovnih mest in na drugi strani seveda izgubo ponudbe, odlične ponudbe, ki jo imamo trenutno. Hvala lepa. Hvala, Maja. Gospod Bojan že nestrpno čaka, da doda. Samo še mikrofon, Bojan. Mikrofon. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu, ne. Ja, to, kar je Maja povedala, bi jaz tudi takoj podpisal, ne. Tako da nekako zdaj, če samo majčkeno pogledamo za nazaj, jaz bi rekel, da v teh zadnjih 10 letih smo naredili ogromno, no. Čeprav se tudi v tem dopisovanju zdi, kakšne, da so to majhni koraki, jaz moram reči, da so, čeprav je bil majhen korak, je bil to za nas ogromen korak, ne. Prvič v zgodovini smo sistemsko umestili izobraževanje odraslih in zato mislim, da si lahko samo pohvalimo vsi deležniki na tem področju. Je optimalno ali pa ni optimalno, seveda se pa lahko o tem pogovarjamo, oziroma imamo, bom rekel, da smo lestvico pogajanja ali pa lestvico, od kjer moramo zdaj naprej graditi, postavili malo višje, ne, in jasno, moramo zdaj graditi naprej, ja. Seveda tudi nas, ko se direktorji ljudskih univerz pogovarjamo, nas najbolj skrbi seveda ta nova evropska perspektiva, tako kot je Maja omenila, pravzaprav smo izobraževanje odraslih preselili na evropska sredstva in jasno, v integrali predvidevamo, da ni dovolj sredstev in zato prihaja do tega zamika. Jaz mislim, da tja do 2030 moramo te zadeve urediti, no, da mogoče pa naslednja evropska perspektiva oziroma naslednjo obdobje izobraževanja odraslih ne bo tako slonelo pravzaprav na teh evropskih sredstvih, ampak bomo poiskali in zagotovili dovolj sredstev v integralnih sredstvih, ker mislim, in tudi ko poslušam različne konference ministrstev, je izobraževanje odraslih najpomembnejše področje, ne. Ko pa pridemo do nekih ukrepov, se upravičujem, no, se mi pa zdi, da je največkrat v ospredju osnovna šola pa srednja šola. V pogovoru je pa izobraževanje odraslih najpomembnejše področje, ampak vseeno, no, gradimo na tem in jaz moram reči, da sem zadovoljen, ni optimalno, ampak kaj sploh optimum je, no, to je že prvo vprašanje. Za sredstvi smo bili zadovoljni, mislim pa, da za samim sodelovanjem tudi v naslednji evropski perspektivi bo dovolj sredstev in moramo se samo malo povezati, pa malo bolj zaupati deležniki, pa tudi malo bolj prepoznati, kaj kdo dela, no. Ker že jaz vidim v Ljubljani, mi že v Ljubljani ne vemo, toliko je ene ponudbe, pa ne vemo drug za drugega, kaj šele na ravni celotne Slovenije, kaj pravzaprav ponujamo, no. Pa mogoče za zaključek, no, sicer zdaj že, mislim, da 2 leti nismo bili v Biogradu na morju, tisti, ki smo hodili vsako leto v Biogradu na morju, ker smo se z bivšo Jugoslavijo srečali, ne, jaz sem šel kopal domov, no, se pravi, tam smo bili pa res cari, res dobesedno cari. Mogoče so nas Hrvati majčkeno sledili, ampak vse ostalo, kar je bilo pa dol, so nas pa gledali s tako velikimi očmi, tako da se nimamo ničesar sramovati, ne, dajmo iti po tej poti naprej, dajmo probati sredstva premakniti na integralo, dajmo se povezovati in dajmo to luknjo zdaj zazidati, da ne bo, no, da ne bo luknje, no, da bomo mostiček naredili, zdaj imamo še čas, čas imamo zdaj naslednje 6 mesecev, no, tako da en tak izziv za Tejo. Hvala lepa, ne. Hvala, Bojan. Ja. In ta dogodek je nosil naslov, vsakoletni dogodek srečanje izobraževalcev odraslih v bivši Jugoslaviji, mostovi, gradimo mostove v izobraževanju odraslih in mi jih gradimo zdaj ravno ta hip tudi med nami, med temi deli, tesno prepletenimi deli izobraževanja odraslih v Sloveniji. Ida, zdaj pa gledaj, da ne boš porušila, vem, da si kritična, cenimo tvoj prispevek, izvoli. Minutka. Ja, vsi smo premalo kritični, to je moje prvo. Ker si že omenila, gradimo mostove v izobraževanju odraslih, ta
oziroma te konference so bile nekako naša domena v sodelovanju z vami, ne. In so bile odlične in če bi nam uspelo nekaj takega v Sloveniji narediti, Bojan, bi bilo zelo fajn. To se pravi, mi bi lahko tudi v Sloveniji, tako kot sem jaz že prej v svojem prispevku poudarila, bolj gradili mostove v izobraževanju odraslih. Pri tem absolutno mislim na vse, ki so tu prisotni, pa še na nekatere, ki manjkajo. Tako da meni se zdi, da to sodelovanje bi pripomoglo k temu, Bojan, kar si rekel, in se strinjam s tabo, da delamo dobre stvari, ampak da so preveč razdrobljene in da velikokrat celo v Ljubljani drug za drugega ne vemo. In zato tudi smo poudarila v svojem prispevku, kako pomembno se meni zdi sodelovanje ne samo resornih ministrstev, ampak tudi nas, organizacij, ki se ukvarjamo z izobraževanjem odraslih, tudi z zavodi. In še nekaj mi je prišlo na misel. Dušana je zelo lepo povedala o profesionalizaciji, čeprav si jo jaz razlagam malce drugače. Jaz mislim, da profesionalizacija v izobraževanju odraslih je zelo pomembna, zato sem tudi omenila, kako pogrešamo nekatere profesionalne ljudi, ki bi se ukvarjali na zavodih, ki sodelujejo danes z nami, ki bi poznali bolj dobro izobraževanje odraslih in ki bi se bolj temu posvetili. Zato, ker včasih so ti dialogi in ti pogovori ravno zaradi tega otežkočeni, ker si vsak po svoje nekaj razlaga. In ker preveč govorimo o pošolanju izobraževanja odraslih, kar je seveda napaka. Bojan, ne strinjam se s tabo, da je zakonodaja o izobraževanju odraslih v redu, ker ni. Zaradi tega, ker je zakonodaja, ki je samo za določene segmente v redu, za določene sigurno ne. Jasna Kržin je lepo povedala, da absolutno izpušča formalno izobraževanje in kot sem poudarila v svojem prispevku, celosten pogled na izobraževanje odraslih je pomemben. To pomeni, da je treba upoštevati vse, ki se ukvarjajo s tem. Izpostavljam tudi privatnike, ki so odlični, odlično delajo, vedno jih pozabimo, vržemo ven. In še nekatere, ki bi jih lahko naštevala, ne bom. Pogrešala sem pa v teh debatah zdajle predvsem to, da nič ne naredimo za skupine s posebnimi potrebami, zato sem tudi poudarila našo monografijo v izobraževanju odraslih in da premalo poudarjamo, kaj bomo naredili z integracijo migrantov in beguncev, ki so ravno tako pomembni in tu so institucije, ki bi morale za to skrbeti. Jaz mislim, da je to zelo pomembno in da, ker govorimo o trgu dela, jaz bi ta izraz spustila vnaprej, ker je zelo lepo povedala, ne vem, kdo je povedal v svojem prispevku, da rabimo, fleksibilno delovno silo, da rabimo ljudi, ki bodo lahko menjali svoje delovna mesta, se pravi, da to, kar mi govorimo, da usposabljamo za trg dela, za določena dela, je popolnoma out. In da mi se pogovarjamo o fleksibilni delovni sili, o tem, kako se ljudje lahko prilagajajo, kako lahko svoje zmožnosti izkoriščajo. Zaradi tega se mi zdi, da bi morali tej debati mogoče v prihodnosti posvetiti malo več časa. Ja, hvala, Ida, žal te moram ustaviti, ker imamo še. Ja, hvala lepa za te poglede. Preveč se hvalimo in premalo smo kritični, samo to. Ja, samo ko pa kritika pride z kakšne druge strani, pa spet pozitivno razmišljanje je zelo pomembno v groznem času pandemije. Seveda, samo nič ne bomo spremenili, če ne bomo kritični. Prav. Kritika pomeni spremembo. Prav, zdaj pa jaz kritično tebe ukinjam in prosim gospod Dušano, ki je že prej imela zelo blag in lep nastop, da zaokroži tole, potem pa rabita še čas Maja in Teja, da pokomentirata. Končali bomo ta del ob 11:45, veste, gospod Katjo Bajuk smo dali naprej, tako da bo tudi odmor 15 minut kasneje. Dušana, izvoli. Ni Dušane? Ojej, škoda, velika škoda, če ne drugače si pa še enkrat pogledajte njen posnetek. Tudi ta posnetek bo konec dneva ali pa najkasneje jutri zjutraj na razpolago. Pravzaprav je povedala že vse, mogoče pa je prav zaradi tega ni. Teja, Maja, katera bo začela, izvolita, mladi sodelavki iz pristojnih ministrstev, veliko se je zgrnilo na vaju, ampak vi dve zmoreta. Evo, Maja mogoče?
Ja, lepo pozdravljeni. Zvonka, najlepša hvala za besedo. Še enkrat hvala tudi po mojem imenu. Veliko inputov je bilo danes danih. Mi na ministrstvu res tudi skupaj z Ministrstvom za izobraževanje mislim, da relativno dobro sodelujemo, ker danes je bilo danih kar nekaj kritik. Mislim, da so se izoblikovale v zadnjih letih kar nekaj dobrih praks na tem področju, ne samo sicer na področju izobraževanja odraslih, ampak širše. Vsekakor se pa zagotovo zavedamo zdaj situacije, v kateri zagotovo bomo pristali, kar se tiče finančnih perspektiv in mostička med eno in drugo finančno perspektivo. Žal je situacija taka, zagotovo je nekaj resursov pobrala tudi korona, nekaj resursov je pobral tudi načrt za okrevanje in odpornost. Dejansko je koordinator celotnega OP-ja oziroma novih finančnih perspektive Služba vlade za kohezijsko politiko, niso samo ministrstva, to je treba poudariti. Na drugi strani je pa res, da so pač ciljne skupine naše mogoče malček različne. Tudi že na našem ministrstvu ugotavljamo recimo relativno velik razkorak med potrebami mogoče javnega sklada, tako kot je bilo danes dana tudi mislim, da je bil predlog glede online izobraževanja oziroma čim večjega vključevanja v usposabljanje na daljavo. Mi se tega zavedamo, tudi v koroni smo maksimalno se potrudili, da smo omogočili vsem našim izvajalcem kar se da hitro vključevanje v programe na daljavo. Zdaj na skladu, recimo na skladovih programih je bilo to zelo dobro sprejeto, tudi na zavodovih na drugi strani, vendar je pa pač mogoče specifika zavodovih ciljnih skupin vseeno malce drugačna in nekateri delodajalci recimo preferirajo usposabljanja v živo, sploh mogoče na kakšnih usposabljanjih na delovnih mestih ali pa učnih delavnicah. Vsekakor se pa pač trudimo maksimalno zadostiti tako delodajalcem, ker kljub temu, da je bilo rečeno, da je pač usposabljanje za konkretna delovna mesta out, se mogoče na našem ministrstvu s tem ravno ne strinjamo, ker zasledujemo cilj čim večje zaposlenosti prebivalstva. Bi pa gospe Srebotnik vseeno še odgovorila, da usposabljanje ranljivih ciljnih skupin pri nas ni zanemarjeno. Posebej recimo področje migrantov je na Zavodu za zaposlovanje relativno precej dobro pokrito. Tudi Zakon o urejanju trga dela zahteva praktično oziroma napotuje tuje osebe, da se vključijo v tečaj slovenskega jezika, kar se nam zdi velik korak naprej, tako za asimilacijo v družbo, kot tudi dejansko potem za lažji vstop na trg dela. Tako da na tem področju mislim, da ni vse tako slabo, kot je bilo nekako predstavljeno. Bi se pa vsekakor zahvalila tudi vsem ostalim deležnikom danes in pa seveda ostajamo odprti tudi za vsa nadaljnja sodelovanja. Z mnogimi od vas že sodelujemo in seveda upamo, da bo tako tudi ostalo v prihodnje. Tako da hvala. Hvala, Maja. Teja je tukaj z nami v štabu. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Veliko vprašanj imam za odgovoriti in bom šla kar po vrsti, tako kot sem si zapisovala vaša vprašanja ali pa pobude ali pa pomisleke. Če se strinjate, mislim, da bom tako najhitreje podala informacije, ki so na nek način zahtevane od mene ali pa od Ministrstva za izobraževanje. Kar se tiče ureditve zakonodaje, mi ne trdimo, da je naš Zakon o izobraževanju odraslih najboljša možna različica ali pa izvedba tega predpisa. Nimam mandata, da vam razložim, zakaj je tak, kakršen je naslov leta 2018 oziroma bil takrat sprejet in zakaj se niso nekatere stvari zgodile v področni zakonodaji, ki pokriva srednje poklicno in strokovno izobraževanje, pa tudi splošno izobraževanje, gimnazijsko. Mogoče je spet z vsemi temi vašimi pobudami, pomisleki, razmisleki, naslovljenimi na nas čas za razmislek o odprtju Zakona o izobraževanju odraslih, o temeljiti ureditvi področja izobraževanja, ne samo neformalnega pa javne službe, se pravi svetovalne dejavnosti, ampak vsega skupaj je pa to tek na dolge proge, pač to ni stvar 2 mesecev, pol leta, raje rečemo 2 let, da ne rečemo še kaj drugega. Absolutno
se zavedamo tega, da stvari niso urejene niti neoptimalno, še kako drugače ne, ampak pač imamo te stvari v mislih, v vidu, z vsemi vašimi pobudami in pač lahko začnemo razmišljati verjetno o spremembah. Kot pa še enkrat poudarjam, to je tek na dolge proge. Tako da to bi bil verjetno odgovor za gospo Jasno, za gospo Igo, verjetno tudi za predstavnika javnih organizacij za izobraževanje odraslih Bojana in gospo Majo. Kar se tiče finančne perspektive, kot je Maja Grašič iz MDD povedala, to ni samo stvar nas resornih ministrstev, mi smo posredniški organ tukaj. SVRK je tisti, ki pelje vso zadevo. Načrt za okrevanje in odpornost se je zgodil v času pandemije in na nek način malo zaustavil načrtovanje nove finančne perspektive, novega ESS-ja ali rekel samo bo EKP. Še vedno pa mi, če se zdaj usmerim na naše ministrstvo ali pa na naš sektor za izobraževanje odraslih, napenjamo vse napore v to, da bi se vsebine, ki so načrtovane v našem ESS-ju, nadaljevale takoj, ko se trenutni ESS izteče. Tako se bodo tudi vsebine TPK, se pravi temeljnih in poklicnih kompetenc, nadaljevale naprej, vsebine oziroma programi, projekti za dvig izobrazbene ravni, za svetovalne dejavnosti pa seveda prenešena v javno službo na integralni del sredstev. Zdaj, da vam obljubim ta trenutek, da bodo, kaj ne rečem, 1. novembra 2022, ko se 31. oktobra 2022 izteče TPK2, ki trenutno teče, da bo takoj naprej razpis. Te obljube vam ta trenutek ne morem dati. Vam pa povem in obljubim in zagotavljam, da vse aktivnosti iz naše strani v tej smeri tečejo. Mi tudi pričakujemo sodelovanje zdajšnjih izvajalcev vseh teh vsebin v smislu, da se pogovorimo, kaj je v zdajšnjih mehanizmih ali pa ukrepih primerno za prenos naprej, kaj bi bilo boljše popraviti, mogoče celo ukiniti, razmisliti na drugačen način, zato da bo naslednja finančna perspektiva, ki bo trajala do leta 2027, tekla kar najbolje možno za vas izvajalce, za nas kot posredniški organ in seveda za končne udeležence, za udeležence izobraževanja odraslih. Tako da v tej luči seveda tudi imamo mi skrbi, ali bo luknja, ali bo velika luknja, ali bo majhna luknja, ali sploh bo luknja med eno in drugo finančno perspektivo, tudi nimamo te skrbi, ampak ta trenutek napenjamo napore v to, da je ne bi bilo. Kolikor smo seznanjeni z informacijami SVRK-a, je načrt tak, da gre SVRK oziroma Republika Slovenija v pogajanje z Evropsko komisijo do konca tega leta za novo finančno perspektivo, ki naj bi bila potem potrjena v začetku prihodnjega leta. Če bo ta časovnica držala, ni bojazni, da se potem stvari ne bi odvile naprej. Še enkrat povem, mi vsebine pripravljamo projekte oziroma razmišljamo, na kakšen način jih pripeljati do točke, da ko bo zelena luč, da je evropska perspektiva sprejeta, da bomo se lahko zagnali projekti in aktivnosti na tem področju. Kar se tiče povračila stroškov za nazaj, ko je bilo konkretno gospa iz javnega sklada prebrala mail, nimamo še te informacije. Bodo pa seveda te vsebine za povračilo za šolnine so načrtovane tudi v naslednji finančni perspektivi. Če vam sicer povem, kakšna sredstva, to so načrtovana sredstva, niso še potrjena, ampak za TPK, za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti računamo na 37 milijonov evrov v naslednji finančni perspektivi. Za dvig izobrazbene ravni, vključno z višješolsko izobrazbo, računamo na 20 milijonov, na 9 milijonov sredstev v naslednji finančni perspektivi. Za programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 20 milijonov, to niso majhne številke, tako da so večje, kot so v tej finančni perspektivi, zato načrtujemo vse vsebine, projekte, mehanizme, ki so se zdaj v tej finančni perspektivi izkazali za nujne, potrebne na trgu dela, pa tudi sicer na področju izobraževanja odraslih, peljati naprej. Tako da v tem kontekstu pač nadaljujemo z delom, z vami, z vsemi skupaj. Je še kakšna
stvar konkretno, ki nisem prav konkretno odgovorila, sigurno je še kakšna. Še to bi poudarila, da prav Maja, prav vam, poudarili ste, da ključni deležniki naj poskrbimo za to, da bodo stvari tekle, da se bo ohranil kader pri nas izvajalcih, da bodo programi ohranjeni in tako naprej. Še en ključni deležnik danes tukaj manjka, to so lokalne skupnosti. Z njimi bo tudi treba kakšno besedo reči na to, kdo točno naj skrbi za izobraževanje odraslih v lokalnem okolju. Absolutno mi kot država, absolutno pa morajo sodelovati tudi lokalne skupnosti. So lokalne skupnosti, ki zelo zgledno skrbijo za področje izobraževanja odraslih, za javne zavode, ki se s tem področjem ukvarjajo, tudi za druge deležnike v okolju, so pa lokalne skupnosti, ki k temu ne pripomorejo. In je treba najti en način sodelovanja po celotni državi, ne samo po redkih svetlih izjemah. To je to, ne? Teja, ja. Najlepša hvala. Maja ima roko gor. Maja, izvoli. Ja, jaz sem roko vse glih odzignila, zdaj bom vse glih še dodaten pojasnilo povedala, pa še enkrat postavila eno vprašanje. Jaz se popolnoma strinjam z vami, da morajo tudi lokalne skupnosti sodelovati, ne? Pa nekatere zgledno sodelujejo, nekatere pa tudi ne, ne? Ampak jaz sem govorila o tistih stvareh, ki so bile financirane iz Evropskega socialnega sklada, ne? To zdaj tukaj verjetno ni pričakovati, da bi lokalne skupnosti v celoti to financirale, ampak še zmeraj bi pa rada vaš odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo s TPK3. TPK3 projekt stoji, zaradi tega, ker zadnje čase ministrstvo, v tem trenutku ministrstvo ne dobiva podpor kako se reče, odločitev o podpori strani SVRK. Poleg tega imamo zelo veliko težavo razlikovati TPK3 od TPK2, ki trenutno teče in teče do 31.10.2022. In potem naprej napelje te vsebine, ki bi spet mogle biti drugačne, na drugačen način zapeljane v naslednji finančni perspektivi. To se pravi, da še zmeraj lahko računamo na TPK3? Ne, v tem trenutku ne. Ne, hvala lepa. Tudi to je odgovor, ne, Maja? Vsaj veste, kaj ja in česa ne. In mislim, ja, to je odličen odgovor zdaj, da ne bom zdaj narobe povedala, ampak je odgovor, vemo točen zdaj, za kaj se gre, in to je bilo tudi namen mojega vprašanja. Tako da, hvala lepa. Tako. Mislim, da je bilo kar nekaj konkretnih vprašanj, tudi kar nekaj konkretnih odgovorov, kolikor so pač res v močeh tistih, ki so bili vprašani. Zdaj, minutke so se nam sicer iztekle, dobili smo dragocen napotek Teja, da lokalne skupnosti posebej povabimo. To pomeni, kar osebno povabimo. Mi jih na Andragoškem centru vsakič vključimo v vsa naša vabila na najrazličnejše dogodke, ampak se jim pač ne zdi potrebno. Ampak morda en oseben pristop, če pride z ministrstva in Andragoškega centra, bo pa še toliko bolj morda naletel na odprta ušesa. Še nekdo dviguje roko, pravi Franci, ki ima pregled, Mateja Rozman. Izvoli kratko, prosim, ker res ne bi želeli preveč podaljšati. Izvoli, Mateja. Ja, jaz bi upozorila še pri financiranju lokalnih skupnosti, a ne zdaj tako, da če sofinancira občina ustanoviteljica, ampak ponekod recimo so se občine, kot veste, razdrobile in v bistvu tam, kjer je postavljena javna mreža, seveda še vedno delamo na področju upravne enote in ljudje se vključujejo enako kot, ne vem, 60 ali pa 100 let nazaj, vseeno pa se čuti dolžna ali pa recimo sofinancira samo občina ustanoviteljica. Vse druge občine se izgovarjajo, da pač niso ustanoviteljice in da jim tega ni treba, ampak saj kot pravim, ljudje pa enako hodijo, se vključujejo v izobraževanje kot leta in leta nazaj, tako da to je kar problem, ker ni neke zakonske podlage vzvoda, da bi to naredili, razen če sami vidijo interes, da se odločijo, da nekaj sofinancirajo, tako da tudi na to bi opozorila še posebej. Super, hvala lepa. Ja, ena od idej je tudi, Eva Mermolja piše, da izvajalci povabite svoje
ustanovitelji in so to potem čisto konkretne osebe in konkretne ustanove. Tako da veliko je napisanega v klepetalnici, verjamem, da to spremljate, veliko pobud, veliko opozoril, naprimer trajnostni problemi že 30 let čakajo in kakorkoli pereči so, niso zajeti še v vseh prizadevanjih in podobno. Chat bo na voljo, vsebina chata bo na voljo na spletni strani letnega posveta.